Pozdravljeni vsi, ki poslušate prvo oddajo v letošnjem juniju, ki ima čudovito staro slovensko ime Rožnik. Saj velja za mesec, ko po vrtovih, travnikih in poljih cveti na milijone rož. No, vsaj na severni polobli, na južni še nisem bila in bi morala povprašati naše rojake v Avstraliji ali Argentini, kakšen je mesec Rožnik pri njih. Junij je zame najlepši mesec, še posebej pa se razveselim in raznežim, ko zacvetijo lipe in se povsod širi njihov omamni vonj. Slišala sem, ponekod pa tudi videla, da ste številni Slovenci, ki živite po svetu, na svojih vrtovih ali dvoriščih posadili lipo, ki velja za simbol slovenstva, svetoslovensko in slovansko drevo. Nekoč je bila lipa in kamnita miza pod njo središče vaškega življenja. Pod njo so se ljudje zbirali na praznovanjih, veselicah, plesih, pod lipo so volili in sprejemali druge za vas pomembne odločitve. Zato vam Edita Žugal in Igor Tršelič preden oddajo nadaljujeva s pogovorom z gosti, ki bodo pripovedovali o čudovitem umetniškem večeru na slovenskem veleposlaništvu v Bruslju, postreže vas ponarodelo pesmijo o lipi, ki jo je v 19. stoletju napisal Miroslav Vilhar, slovenski pesnik, dramatik, skladatelj, politik in časnikar. Zapela jo bo naša dobra znanka, kanadska Slovenka Marija Ahačič-Polak. Poslušate oddajo Slovenija brez meja. Sredi marca sem v oddaji Slovenija brez meja predstavila v Bruslju živečo slovensko pesnico Dragico Čarna. Pogovor z njo lahko poslušate v arhivu oddaj na spletni strani veseljak.si. Maja pa sem se na njeno povabilo na slovenskem veleposlaništvu v Bruslju udeležila izjemnega umetniškega dogodka, v katerem je Dragica združila več plasti umetnosti, svojo poezijo, glasbo, ples in podobe. Kot mi je zaupala, si je od nekdaj želela preplesti različna področja umetnosti in tako se je v belgijski prestolnici povezala z izjemnim plesalcem Federikom Ordonezom, ki podobe njenih besed čara z gibi telesa, ter kitaristom Patricijem Grandejem, ki zven klasične kitare prepleta z melodijami flamenka.
Ob vsem tem in podobah slovenskega glasbenika in slikarja Božidarja A. Koleriča, ki je opremil Dragičino zadnjo pesniško zbirko v 5 jezikih, Ljubezni brez doma, je mednarodno občinstvo na slovenskem veleposlaništvu doživelo poseben večer. Po njem sem Dragico Čarna, Federica Ordonjeza in Patricia Grandeja povabila pred mikrofon oddaje Slovenija brez meja. Dragica, odkot ta ideja, da svojo poezijo povežeš z glasbo kitare in s plesom, z gibom, s tovrstnim izražanjem? Edita, te podobe so v meni, odkar živim. Ko pišem pesmi, je podoba plesalke, ženske, moškega, tako živa v meni, da v bistvu so vse moje pesmi neke vrste plesi. Na robu časa si zaplešem visoko pesem. Ples je prisotnost, biti tu in zdaj. Ne moreš biti v drugih dimenzijah, ko plešeš, si tu in zdaj. In želela sem si imeti ob sebi, ko recitiram poezijo, izjemnega plesalca ali izjemno plesalko, ki je poseben, ki pleše s srcem, ki pleše z dušo, ki ni umetnik kar tako, da hodi po svetu, pobira denar, ampak da ima posebno karizmo. In v Bruslju smo realizirali točno to mojo vizijo, da je ob meni plesal plesalec z izjemno karizmo, s talentom, plesalec flamenka Federica Ordonjez, in potem na kitaro ga je spremljal Patricio Grande, prav tako profesionalen plesalec z izjemnimi talenti. Mi smo dolgo vadili, da sta začutila ritem glasbe, slovenske besede in jo potem udejanila z špansko kitaro, z drugimi melosi, in da je plesalec zaplesal tisto, kar sem jaz čutila in izrazila v pesmi, je on izrazil z gibi. Meni je to božansko, da lahko poslušalci ne umirajo v poeziji dolgočasja, ampak da začutijo življenje, vibracijo. Energija je zvok, energija je čustvo. In tako kot ga jaz izrazim skozi besede, ga plesalec izrazi skozi gibe in ga kitarist ali glasbenik izrazi skozi glasbo. In potem še v ozadju podobe, ki so posebne podobe, združiti 4-5 plasti umetnosti, tako kot je za nas narisal slike Božidar A. Kolerič. Zame je to tisto, za kar mislim, da sem na tem svetu. Priti do srca ljudi z lepoto. In umetnost je lepota. In samo, ker je lepota, je umetnost. Tišini prek jezera, njuna podoba vodi se zliva v rajsko lepoto sredi gora. Bela nedolžnost sredi narave, zame prevzame radost srca. Bela laboda si govorita, nikdar ljubezen se ne konča.
prava ljubezen večno živi. Slovenija brez meja. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem. Z Dragico je nastopil tudi Federico Ordonez, po materi Italijan, po očetu Španec, priznan plesalec, koreograf in učitelj flamenka. V mladosti je kot plesalec v videospotih in na turnejah spremljal pevko Bel Perez, danes pa kot solist nastopa na odrih evropskih gledališč in opernih hiš. It's really about connecting hearts, different ways to express heart. Pri predstavi gre za to, da povežemo srca in na različne načine izrazimo umetnost. Z besedami, glasbo, z uporabo prostora, s podobami. Na ta način se dotaknemo občinstva in mu damo možnost, da razume ali začuti poezijo v Dragičini pesniški zbirki. Sicer sem plesalec flamenka, vendar se zdaj izražam tudi skozi sodobni ples. Tu najdem več svobode v gibanju, ničesar mi ni treba upravičevati, če ga res občutim, je vsak gib pravi. Gre za to, kako lahko s telesom izražam stvari, se povezujem s poezijo in glasbo. Besede mi posredujejo čustva, glasba pa svobodo, da ga z gibi izrazim. Ko smo imeli prvo predstavo, je Dragica svoje pesmi brala le v slovenščini. Tokrat jih je bilo veliko v španščini in bilo je čisto drugače. Drug jezik je prinesel drugo dinamiko, drugačne gibe. Tako predstava nikoli ne bo povsem enaka, kar je dobro, pa tudi razvijala se bo, ko bomo vedno bolj povezani. Slovenija brez meja. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem. Tudi drugi profesionalni umetnik, ki s slovensko pesnico iz Bruslja, Dragico Čarna, sodeluje pri njenem umetniškem projektu prepletanja poezije, glasbe in plesa, Patricio Grande je priznan glasbenik klasične in flamenko kitare. Sodeluje in nastopa tako znanimi belgijskimi kot tujimi umetniki. Glasbo za projekt je izbral, ko mu je Dragica razložila, kakšno energijo imajo pesmi v 4 delih njene pesniške zbirke. Well, I had to improvise some parts. I have to write the music for some. V nekaterih delih sem moral improvizirati, napisati glasbo, izbral pa sem tudi nekaj klasičnih melodij za kitaro, vendar ne kot solist. Osredotočil sem se na to, da z glasbo pospremim energijo pesmi, tako kot če bi z glasbo opremil film. Seveda sem moral pesmi najprej prebrati, jih razumeti. Potem sem Dragici predlagal določene skladbe in zanimivo je, da se je z vsemi strinjala. Očitno sem njeno poezijo dobro začutil. Sicer pa smo na prvih 2 vajah samo brali, da sva s Federikom začutila energijo pesmi, šele potem sem začel izbirati glasbo.
In kot pri flamenku smo ves čas predstave povezani, spremljamo drug drugega in če ima eden od nas drugačno energijo kot prejšnjič, je tudi predstava drugačna. Tako slovenska poezija Dragice Čarna povezuje različne zvrsti umetnosti in ljudi različnih narodnosti, tako izvajalce kot obiskovalce predstave. Upam, da jo bomo lahko kmalu videli in občutili tudi v Sloveniji. Slovenci veli, vsi Slovenci veli, vsi Slovenci veli, samo moj zeleni. Vsi Slovenci veli, vsi Slovenci veli, samo moj zeleni. Arga je zalivljen, Arga je zalivljen, Arga je zalivljen svojimi skuzami. Arga je zalivljen, Arga je zalivljen svojimi skuzami. Či bi moja skuza na kamen spadnola. Či bi moja skuza na kamen spadnola. Kamen bi se razklal, kamen bi se razklal, kamen bi se razklal na tvoje, na troje. Kamen bi se razklal, kamen bi se razklal na tvoje, na troje. Slovenija brez meja. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem. Zdaj pa še nekaj novic. Komisija Državnega zbora za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu je na nujni seji razpravljala o vprašanju izvolitve parlamentarnega zastopnika Slovencev v Italiji. V Italiji namreč poteka sprejem novega volilnega zakona, s katerim slovenska manjšina ni zadovoljna. Po več kot 2 urah razprave je komisija soglasno sprejela kompromisne sklepe, da naj se vlada in zunanje ministrstvo še naprej zavzemata za uresničitev 26. člena zaščitnega zakona, ki bo olajšal izvolitev slovenskih predstavnikov v italijanskem parlamentu in bo izraz volje slovenske narodne skupnosti v Italiji. Se spomniš na dom svoj, moj brat, na zemljo, ki je živo rodila. Se matere spomniš takrat, ko solzije za naju točila. Se spomniš, ko šel si orat, potna kaplja zemljo je zalila. Zapihal je veter preko livat, spomin ta bo večno mlad. Povej zdaj resnico, moj brat, povej kakšen tvoj je zaklad. Povej, da Slovenec si, da sonce domače te greje. Povej zdaj resnico, moj brat, zdaj veš, da prišla je pomlad. Na zemlji domači srce se ti znova zasmeje. Povej zdaj ljudem vsem, moj brat, povej, da zapirajo
to pisem, kjerkoli boš tam naj te greje. Ne kloni posmehom tujih ljudi, srce naj slovensko v tebi gori in naj te greje vse do konca tvojih dni. Spomniš na dom svoj, moj brat, na zemljo, ki je žito rodila. Se matere spomniš takrat, ko solze za naju točila. Se spomniš, ko šel si orat, potna kaplja zemljo je zalila. Zapihal je viter preko livat, spomin ta bo večno mlad. Povej zdaj resnico, moj brat, povej, kakšen tvoj je zaklad. Povej, da Slovenec si, da sonce domače te greje. Povej zdaj resnico, moj brat, zdaj veš, da prišla je pomlad. Na zemlji domači srce se ti znova zasmeje. Povej zdaj ljudem vsem, moj brat, povej, da zapil si bi rad. Ponesi to pisem, kjerkoli boš tam naj te greje. Ne kloni posmehom tujih ljudi, srce naj slovensko v tebi gori in naj te greje vse do konca tvojih dni. Ne kloni posmehom tujih ljudi, srce naj slovensko v tebi gori in naj te greje vse do konca tvojih dni. Slovenija brez meja. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem. Avstrijska Koroška bo leta 2020 gostila Evropsko prvenstvo v nogometu avtohtonih narodnih skupnosti. Kandidaturo je pridobila Slovenska športna zveza skupaj z Narodnim svetom koroških Slovencev na kongresu Federalistične unije evropskih narodnih skupnosti v romunskem mestu Cluj. Evropeada poteka vsaka 4 leta vzporedno z Evropskim nogometnim prvenstvom. Tekmovanje so prvič izvedli leta 2008 v Švici, ob takratnem prvenstvu v Avstriji in Švici. Lani je bila Evropeada na Južnem Tirolskem, kjer je moštvo Tim Koroška, selektorja Marjana Velika, doseglo 3. mesto. Ta konec tedna pa bomo držali pesti za naše kajakaše in kanuiste, ki se bodo s konkurenti iz drugih držav na Savskih brzicah pri Tacnu pomerili na Evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah. Kot običajno slovenski tekmovalci in tekmovalke sodijo v glavni krog favoritov za najvišja mesta. Navijate lahko tudi na drugi strani sveta. Igor Tršelič in Edita Žugelj pa vas do prihodnjega četrtka ob 8. zvečer toplo pozdravljava. Bodite lepo, kjerkoli že ste. Ko se jutro prebudi iz spanja mirnega, v njem začutim moč življenja tvojega. Reke in potoki pesem svojo mi pojo, travniki livade v soncu dihajo.
mislami mi pohiti srce in prikaže se modrina kot odsev neba. To v daljavi tvoje morje se smehlja. Ljubim te, Slovenija zelena, moje si zavetje, moj si dom. Od gora čez polja tja do morja, lepa si, moja si, kjer gozdovi skrivajo obzorja. Res najlepša si Slovenija. V vetru oživela polja plešejo svoj ples. Žarki se lovi v krošnjah mladih brez. Bel oblak raznaša hvalnico na vse strani, da dežele na vsem svetu lepše ni. Ljubim te, Slovenija zelena, naše si zavetje, naš si dom. Od gora čez polja tja do morja, lepa si, naša si, kjer gozdovi skrivajo obzorja. Res najlepša si Slovenija. Res najlepša si Slovenija. Poslušali ste oddajo Slovenija brez meja, ki jo je pripravila Edita Žugelj. Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in